Asistentka Nina Božanič Urbančič je doktorica medicine, specialistka otorinolaringologije, ki dela v Centru za sluh in ravnotežje na kliniki ORL pri UKC Ljubljana. Pri svojem delu obravnava otroke in odrasle s težavami s sluhom, ravnotežjem, razumevanjem govora in tinitusom. Danes vas bo objektivno izobrazila v tem, zakaj v ušesih šumi in kaj lahko pričakujete od zdravljenja. Študije kažejo, da ni nobenega zdravila, laserja, magneta, ničesar, ki bi bilo bolj učinkovito kot kognitivno-vedenjsko zdravljenje. To lahko ljudi, ki za tinitusom trpijo, zaradi njega ne spijo in ne morejo delati, pripravi k temu, da vas tinitus ne bo več vznemirjal, ampak se z njim naučite živeti in shajati. S terapijo možgane namreč navadite na ta dražljaj in se ga naučite odmisliti. Zdravnica, beseda je vaša. Najlepša hvala za uvodno besedo, pa hvala organizatorjem za povabilo. Sem res zelo vesela, da sodelujem pri tem dogodku in da bom mogoče pomagala osebam s tinitusom, nekako, da si lažje pomagajo oziroma da najdejo sami rešitev za svoje težave. Se pravi, poskusila bom nekako s svojim predavanjem odgovoriti na čim več vaših vprašanj. Začela bom pa samo definicijo tinitusa. Večkrat k meni v ambulanto pridejo pacienti, ki rečejo, da jim piska in šumi v ušesih, pa ne vejo, ali je to tinitus. Se pravi, če slišite piskanje, šumenje, brnenje, zvonjenje, čričke, šumenje, slapove v ušesih in tega vira teh zvokov ne najdete zunaj sebe, gre za tinitus. Se pravi, ne rabite obiskati zdravnika, zato da bi izvedeli, ali imate tinitus, če slišite zvoke v odsotnosti zunanjega zvoka oziroma zunanjega vira, gre za tinitus. Se pravi, to je simptom, tinitus sam po sebi ni bolezen, je pa lahko znak kakšne bolezni. Obstaja tudi tinitus, ki nastane zaradi kakšnih okvar v telesu, zaradi okvar na ožilju glave in vratu, zaradi okvare vratne hrbtenice, zaradi bolezni ščitnice. Takemu tinitusu rečemo, da je to sekundarni tinitus. Objektivni tinitus je tisti tinitus, ki nastane zaradi kakšnega krča v mišicah glave in vratu ali spet zoženega ožilja in ga slišijo tudi ljudje v vaši bližini. V tem predavanju danes se bomo osredotočili na subjektivni tinitus, se pravi tinitus, za katerega ne vemo v bistvu, zakaj je nastal. Se pravi, za njega ne najdemo objektivnega razloga, vzroka in je v bistvu tak tinitus tudi najbolj pogost. Še enkrat bom poudarila, da ne glede na to, kakšne zvoke slišite, ali je to piskanje, šumenje, visokofrekvenčno, nizkofrekvenčno, ali slišite več zvokov istočasno, vsem tem zvokom rečemo tinitus. Kako pogost je tinitus? Vsak tretji človek se v življenju v bistvu sreča s tinitusom, še več otrok. Se pravi, polovica otrok ima tinitus. Vem, da ste zdaj presenečeni, je pa to zaradi tega, ker so živčne poti pri otrocih še nedozorele in so bolj nagnjene k takim spremembam. Otroci se ponavadi ne pritožujejo zaradi tinitusa, saj sami ne vejo, da bi to bil lahko znak kakšne hujše bolezni, kot odrasli, ki ponavadi zelo zgodaj pomislimo na to, da najverjetneje gre za kakšno hujšo okvaro v možganih ali pomislimo na kakšen tumor, ki bi ga eventualno lahko imeli v glavi in se zaradi tega ustrašimo. Zanimivo, da samo 6-8% ljudi, ki imajo tinitus, zaradi tega obiščejo zdravnika. Se pravi, samo 6-8% ljudi je zaradi tinitusa zelo prizadetih. Zakaj je temu tako, boste kmalu izvedeli. Kaj pa vpliva na pojav tinitusa? Zakaj se pri enih pojavi, pri enih pa ne? Na pojav tinitusa vpliva starost, se pravi, bolj pogost je pri starejših osebah, pri moških, pri osebah izpostavljenih hrupu, kot ste že danes slišali,
primere, ko je tinitus nastal po izpostavljenosti hrupu, pri osebah, ki imajo srčno-žilne bolezni, kar je logično, v notranjem ušesu so žilice zelo tanke in občutljive, in če imate vi obloge, aterosklerotične obloge na velikih žilah, imate sigurno okvarjen pretok krvi tudi v notranjem ušesu. Pri osebah z okvarom sluha je tinitus precej bolj pogost, se pravi 70 do 80% ljudi z okvarom sluha ima tudi tinitus. Tudi pri bolnikih z anksioznostjo in depresijo se tinitus bolj pogosto pojavlja kot pri osebah, ki ne trpijo zaradi teh bolezni. Da bi vam na kratko, ne se ustrašiti teh slikic, razložila, kako potuje zvok v naše možgane, zato da bi lažje razumeli teorijo o nastanku tinitusa. Na levi sliki vidite uhelj, se pravi uhelj lovi zvoke in jih usmerja proti sluhovodu, zvočni valovi zavibrirajo v bobniček in se potem te vibracije prinašajo po slušnih koščicah do notranjega ušesa, kjer se nahajajo dlačnice, ki zaznavajo različne zvoke različnih frekvenc. Tle je pomembno poudariti, da so dlačnice, ki zaznavajo visoke, srednje, nizke frekvence, ločene in so različno porazdeljene po polžku, tako da s prvim začetnim delom polžka zaznavamo visoke frekvence in z vrhnjim delom pa nizke. Na isti način se prenašajo potem zvoki oziroma impulzi, tle vidite te dlačnice v polžku spodaj desno, se pravi po živcih, ki potem prenašajo te signale do možganske skorje. Na desnem delu slike vidite, da so tudi možgani različno pobarvani v različnih barvah. To je zaradi tega, ker tudi z možgani, različnimi deli možganov zaznamo različne frekvence. Potem si predstavljate, če imate okvaro sluha, najbolj pogosto v visokih frekvencah, da tako kot en del polžka ne zaznava zaradi okvare visokih frekvenc, tako tudi živčki oziroma nitje slušnega živca, ki prevaja impulze visokih frekvenc proti možganski skorji, takrat, da tako rečem, počiva oziroma ne dela, zato ker ni signalov. Podobno je v možganski skorji, kjer se tudi ni zaznave. Celotno naše telo, hormonalni sistem in tudi sluh je narejen tako, da če pride do pomanjkanja oziroma do zmanjšanja intenzitete kakršnega koli signala ali pomanjkanja določenega hormona, naši možgani tako naredijo, da povečajo občutljivost telesa na ta dražljaj, ali na hormon, ali v tem primeru na zvoke. Tako da se zaradi okvare sluha določeni del naših možgan postane bolj občutljiv na zvoke in zaradi tega začne zaznavati spremembe, signale iz okolice tega področja. Se pravi, pride do enega kratkega stika, do ene napačne razlage in možgani začnejo nezvočne signale zaznavati kot zvočne. To je teorija nastanka tinitusa. Zaradi ene napačne interpretacije v možganih vam začne v ušesih piskati. Zdaj, zakaj pa, če vam piska, zakaj to ene zelo moti, eni pa tako lahko normalno živijo s tem, da sploh ne zavedajo, da jim piska. Zato je odgovoren limbični sistem. To so ena jedra, ki se nahajajo v sredini možganov, ki so zadolžena, ki komunicirajo z možgansko skorjo in so zadolžena za učenje, spomin. Se pravi, vsaka informacija, ki pride do naših možganov, karkoli mi vidimo, slišimo, zavohamo, vse te informacije se obdelujejo v našem limbičnem sistemu in tam se jim dodeli določen pomen za naše življenje. Pri osebah s tinitusom, se pravi, tle imamo eno raziskavo, kjer so ugotovili z funkcionalnim magnetno-resonančnim slikanjem glave, se pravi, to je tako slikanje glave, kjer se ne pokažejo samo strukture, ampak se pobarvajo tista področja, ki so takrat aktivna. Pri osebah, ki so bile prizadete zaradi tinitusa, je razen slušne skorje prišlo tudi do pobarvanja
teh področji limbičnega sistema. To je odgovor. Osebe, ki jih tinitus moti, imajo zelo aktiven limbični sistem iz različnih razlogov, zato večkrat tinitus, ki je moteč, nastane ob kakšnem stresnem dogodku. Kako na še en drug način razložim, kako pomemben je limbični sistem. Se pravi, da imate dve slikici, na levi slikici vidite eno nevihto, se pravi, vi ste doma, si predstavljate v posteli, zunaj dežuje, grmi, se pravi, grmenje lahko doseže tudi jakost 100–110 decibelov, se pravi, zelo glasno je lahko in vi kljub temu lahko mirno zaspite. Zakaj? Zato, ker vam vaš limbični sistem pove, da ste na varnem, streha ne spušča in da ta dogodek, ta zvok za vas ni pomemben. Po drugi strani, na desni slikici, en luštnik kuža, lahko ste doma, spite, tišina in naenkrat zaslišite en zelo, zelo tih zvok, mogoče 30 decibelov. Se pravi, komaj slišen zvok iz sosednje sobe in vas to že lahko zbudi iz spanca. Zakaj? Ker se vaš limbični sistem si ne zna razlagati, vi ste sami doma in si ne zna razlagati, kaj bi to lahko bilo v sosednji sobi. In se ustrašite, dokler se ne spomnite, da imate mogoče doma sosedovega psa, ki je odpotoval in ga vam pustil, da ga pazite. Tako da takrat, ko se spomnite, da je to samo sosedov pes, boste lepo lahko mirno spet zaspali. Spravi, vaš limbični sistem bo našel odgovor na vprašanje, se umiril in vi boste lahko naprej zaspali. Pravi, v tem je bistvo tinitusa in tudi zdravljenja tinitusa. Se pravi, zdravljenjem si želimo, da bi se vaš limbični sistem umiril oziroma da bi prekinili povezavo limbičnega sistema in tinitusa. Zato vas nekako moramo prepričati, oziroma vi sami sebe morate prepričati, da vaš tinitus vas ne ogroža in da je to v bistvu en nepomemben zvok za vas. Se pravi, z zdravljenjem tinitusa si želimo, da bi dosegli habituacijo, temu se reče privajanje, da se možgani privadijo na ta zvok, tako kot ste se privadili recimo na uro na roki, kravato, uhane. Se pravi, kot prvič damo uro, sigurno čutimo eno zatogovanje, neprijeten občutek na roki, ampak potem, ko že 10 let imamo uro na roki ali eno leto ali en teden, se pravi, to je tudi odvisno od človeka do človeka, se potem tudi ne zavedamo več, da jo imamo in včasih tudi moramo pogledati na roko, da se zavemo, da je ura še vedno tam. S to sliko sem hotela pokazati, kako komunicira možganska skorja, hipokampus pa amigdala, to so deli limbičnega sistema. Pomembno je, da veste, da ta limbični sistem potem vpliva na izločanje hormonov, na naše obnašanje, te na funkcijo avtonomnega živčnega sistema. Zato ste lahko zaradi tinitusa pod stresom ali pa zaradi kakšnakoli signala, ki vam ni znan in za katerega limbični sistem oceni, da vas eventualno lahko tudi ogroža. Torej, zaradi tega ste lahko zelo vznemirjeni in pod kroničnim stresom. Zato tinitus vpliva na vaše življenje negativno, lahko težko zaspite, težko se osredotočite na stvari. Dobra stvar je pa, da se na limbični sistem lahko vpliva z vidom, pa somatosenzornim sistemom. To je sistem, ki je zadolžen za občutke, za dotik. In to se potem tudi uporablja pri zdravljenju tinitusa. Zdaj bi se dotaknila tudi hiperakuze za trenutek, sicer to ni ozko tema današnjega predavanja. Na isti način, kot nastane tinitus, zaradi preobčutljivosti možganov, si predstavljate, da lahko potem, če so možgani postanejo preobčutljivi, da tudi navadni zvoki lahko postanejo moteči. Se pravi, da jih oseba, ki ima tinitus in na ta način razdražene možgane, lahko navadne zvoke, se pravi zvoke na normalne jakosti, ki za ostale ljudi niso moteče, lahko postanejo taki zvoki zelo moteči. In temu rečemo hiperakuza. Celo 40–86% oseb s tinitusom ima tudi hiperakuzo. Na srečo se hiperakuza zdravi podobno kot tinitus. Se pravi,
Za osebe, ki imajo hiperakuzo, je zelo pomembno, da se ne izogibajo zvokom, preglasnim zvokom seveda, to je priporočljivo za vse, da ne bi prišlo do še dodatne okvare sluha in s tem tudi eventualno do ojačitve tinitusa. Pomembno, da ne uporabljajo čepkov, se pravi, da se izpostavljajo zvokom, najboljše kakšnim prijetnim zvokom in se ponavadi ponovno privadijo na zvoke. Tudi depresija in anksioznost sta bolj pogosta pri osebah s tinitusom, kar je tudi logično. Če vi imate nekaj, kar vam vpliva na spanec, ste čez dan bolj utrujeni, če se težko osredotočate, je potem tudi dolgoročno za pričakovati, da boste lažje postali depresivni in anksiozni, kot če bi vaša kvaliteta življenja bila ohranjena. Tudi pri osebah, ki so depresivne in anksiozne, se tinitus bolj pogosto pojavlja in to je prav zaradi te aktivacije limbičnega sistema. Se pravi, so že nagnjene k pojavu tinitusa, že zaradi osnovne bolezni. Pomembno je na tem mestu tudi poudariti, da je zelo pomembno zdraviti depresijo in anksioznost pri osebah, ki imajo tinitus. Se pravi, če imate tinitus in kakršnokoli od teh bolezni, se ga ne boste znebili, če ne boste jemali zdravila oziroma na kakršenkoli drugi način zdravili depresijo in anksioznost. Se pa žal tudi večkrat dogaja, da imajo antidepresivi, se pravi zdravila proti depresiji, tudi stranske učinke take, da lahko pripeljajo do tinitusa. V teh primerih je potrebno zamenjati zdravilo. Zdaj bi mogoče preskočila, zato da bom pustila več časa za vprašanja. Tle sem hotela na hitrico mogoče kakšne posebne oblike tinitusa omeniti, ampak mogoče to za pozneje, če vas bo zanimalo. Zdaj bi se pa osredotočila na zdravljenje. Tako kot sem prej rekla, sekundarni tinitus je tak tinitus, kateremu najdemo vzrok in se potem zdravi seveda vzrok, ki je pripeljal do tinitusa. Pri primarnem subjektivnem tinitusu, kjer ni vzroka, razen eventualno izgube sluha, se pa poslužujemo z drugimi načini zdravljenja. Tukaj sem na laž dala ogromno slikic, tako da veste, da je na trgu prisotno ogromno različnih metod zdravljenja tinitusa, nekatere so bile že danes omenjene. Ponavadi v medicini tako, da če obstaja veliko metod, ponavadi ni nobena 100% uspešna. Bom pa zdaj omenila nekatere metode, ki so zdaj že bile omenjene, jaz jih bom probala bolj strokovno nekako podpreti. Potem bom pa omenila tudi smernice, evropske in ameriške strokovne smernice za zdravljenje tinitusa. Se pravi, v naši družbi, nekako v Sloveniji, se najbolj pogosto uporablja maskiranje. Kaj je sploh maskiranje? To je nekaj, kar je že več kot 100 let znano. To je možnost, da vi en zvok prekrijete z drugim. Se pravi, če govorimo o tinitusu, če poslušate glasbo, ki je bolj na glas, kot je vaš tinitus, temu rečemo popolno prekrivanje. Se pravi, vi ste z drugim zvokom popolnoma prekrili svoj tinitus in takrat med poslušanjem take glasne glasbe ali kakršnekoli drugih zvokov, vaš tinitus ne bo slišan. Se pravi, vi boste začutili trenutno olajšanje, dolgoročno pa ne bo to učinkovito, kar se tiče privajanja na tinitus. V tem smislu je bolj učinkovito delno maskiranje. To se doseže na način, da poslušate glasbo, ki vam ustreza, ki vas ne vznemirja na noben, ne na pozitiven, ne na negativen način in ki je malenkost tišja, kot je vaš tinitus. Se pravi, pomembno je, da istočasno slišite in tinitus in ta maskirajoč zvok. Cilj je tak, da na ta način želimo privaditi možgane. Se pravi, tako kot boste z lahkoto odmislili to glasbo, ki jo uporabljate za maskiranje, se bodo možgani na podoben način naučili odmisliti ta zvok tinitusa. Zdaj pa zvočna terapija. Znane so različni načini zdravljenja tinitusa s pomočjo zvokov. Se pravi, tako kot je že bilo danes omenjeno, noč terapija ali katerikoli drug način.
Se pravi, poslušamo različne zvoke, pomembno je, da so za nas prijetni, lahko uporabljamo zunanje vire zvoka, lahko si poiščete na YouTubeu, če napišete tinnitus masking, boste našli različne zvoke iz narave, ko zelo dobro delujejo, zato ker tudi sproščajo, se pravi, umirajo naš limbični sistem, kot so šumenje morja, deževanje, ptički, se pravi, vsak mora najti nekaj, kar njemu ustreza. Ni enotnega recepta za vse osebe, ki imajo tinnitus. Pri osebah, ki imajo okvaro sluha, je v bistvu skoraj najlažje pomagati, kar se tiče tinnitusa, zato ker potem, če osebi damo slušni aparat, če se predstavite tisto slikico polčka, kjer so okvarjene frekvence, se pravi, mi s slušnim aparatom povrnemo tiste dele, ki ne funkcionirajo, povrnemo sluh na en način in se potem tudi možgani umirijo oziroma se zmanjša ta njihova preobčutljivost. Obstajajo tudi taki majhni slušni aparatki, ki sami generirajo različne zvoke, lahko tudi klasični, pa da imajo take programe, in potem osebe, ki imajo tinnitus, lahko tudi na aparatu si vklopijo program, ki jih na ta način sprošča, se pravi, take randomizirane zvoke proizvaja. Najverjetneje vas zelo zanima, kaj je zdravili. V Sloveniji in v svetu se uporablja ogromno enih zdravil, te sem probala vse skoraj skupine, ki sem jih našla, našteti. Edino učinkovito zdravilo, ja, obstaja, je lidokain. Se pravi, to je lokalni anestetik, ki ga dobite recimo pri zobarju ali če vam kakšno znamenje izrežejo. Se pravi, 100% vsi, ki so dobili kadarkoli lidokain v žilo ali v injekciji na katerikoli način, so začutili, da je tinnitus takoj prenehal in ga ni bilo, dokler delovanje lidokaina ni popustilo. Torej, to je lokalni anestetik in zaradi tega mislimo, da je v bistvu tinnitus ena oblika bolečine. Zakaj se pa potem ne prodaja, zakaj se pa ne zdravi na ta način? Zato, ker lidokain ima stranske učinke in se ga ne sme tako redno jemati, ne obstaja pa tudi v obliki tablet. Se pravi, ni pripravljen za tako vsakodnevno uporabo. Tle vidimo v spodnjem delu tudi različna zelišča, vitamine, minerale, pa tudi kakšne pripravki obstajajo kot tone tablete, ki v bistvu imajo neznane učinkovine noter in zaenkrat ni ne v Ameriki, ne v Evropi nobenega zdravila, ki bi bilo odobreno za zdravljenje tinnitusa. Zato, ker za nobeno zdravilo ni bilo dokazana s študijami, ni bilo dokazana učinkovitost. Zaradi tega, ker je pri tinnitusu zelo aktiven limbični sistem, eni pacienti zelo dobro odreagirajo na različna zdravila. To je zaradi placebo učinka. Se pravi, če vi sami sebe prepričate, da bo nekaj učinkovito, če imate tinnitus, je zelo verjetno, da bo potem katerakoli tableta učinkovita. Se pravi, če v to verjamete, je možno, da boste res začutili olajšanje. Ni pa dokazano strokovno, da je katerakoli učinkovina učinkovita pri zdravljenju tinnitusa. Omenila bi še kirurško zdravljenje. Večkrat pacienti, ki so zelo zaradi tinnitusa prizadeti, pridejo pa nas prosijo, da jim kar prerežemo slušni živec. Glede na to, kar ste vse danes slišali, upam, da se zavedate, da bi s tem samo še poslabšali tinnitus. Se pravi, če bi vam prerezali slušni živec, bi s tem pripeljali do popolne gluhote, zato ker tinnitus pride zaradi pomanjkanja zvočnih signalov v slušni skorji v možganih, bi s tem v bistvu bi pripeljalo to do zelo, zelo hudega tinnitusa, tako kot imajo gluhe osebe večkrat zelo hud tinnitus. Kirurško zdravimo, obstajajo ene bolezni, ki jih tudi spremlja tinnitus, tako recimo tudi gluhota in vemo, to smo tudi dokazali na naših pacientih,
da pri ustavitvi polževega vsadka v 80% primerov tinitus izgine. Obstaja tudi druga bolezen, otoskleroza, ker pride do zakostenevanja zadnje koščice iz verige slušnih koščic v srednjem ušesu in zaradi tega tudi lahko do tinitusa in poslabšanja sluha. Z operacijo v tem primeru tudi želimo povrniti sluh, se pravi, ne operiramo zaradi tinitusa, ampak zaradi sluha in tudi večkrat tinitus izgine. Torej, tudi operativno zdravljenje samega tinitusa ne pride v poštev. Pride v poštev samo, če je prisotna še druga spremljajoča bolezen, ki je potem tudi vzrok za tinitus. Zdaj bi pa nekaj rekla o smernicah, se pravi, smernice se oblikujejo take strokovne skupine, strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo, zberejo vse možne članke, se pravi, vse raziskave, ki so na voljo in se glede na to oblikujejo priporočila za zdravljenje bolnikov z različnimi boleznimi. Se pravi, glede tinitusa so oblikovane smernice in v Evropi in v Ameriki. Tako da glede na to, kakšne študije so bile najdene za vsako modaliteto zdravljenja, se potem naredijo priporočila, ki so različno močna. Se pravi, močna, navadno priporočilo odpuščajo odprto možnost za zdravljenje ali odsvetujejo tako zdravljenje. Tako da glede zdravil, kot sem že rekla, ni dokazov za učinkovitost za zdravljenje tinitusa, ampak je ugotovljeno, da imajo lahko večstranske učinke, se pravi več stranskih učinkov kot koristi. Poudarjajo pa, da se anksioznost in depresija nujno morajo zdraviti z zdravili. Polževi vsadki pa slušni aparati, tako kot sem že rekla, se pravi, ni priporočila za operativno zdravljenje bolnikov s tinitusom, je pa priporočilo, če je prisotna tudi gluhota. Pri slušnih aparatih podobno, se pravi, slušni aparati jih predpišemo za zdravljenje, za pomoč pri naglušnosti, ne pa za zdravljenje tinitusa. Zdaj imamo še druge metode, transkranialna električna stimulacija, stimulacija vagusa, magnetna stimulacija, se pravi, za nobeno izmed teh modalitet zdravljenja ni dokazov, da so učinkovite. Imamo invazivno neurostimulacijo, se pravi, stimulacijo živca, neuromodulacijo, za nobeno izmed teh stvari ni dokazov. Zvočna terapija tudi ni dokazov, da deluje, se pravi, da pripelje do izboljšanja tinitusa ali kvalitete življenja, lahko pa pripelje do trenutnega olajšanja. Pravi, ni dokazov za dolgoročno učinkovitost. Tudi ne priporočajo nobenih dodatkov v prehrani in alternativnega zdravljenja. Edino priporočeno zdravljenje je kognitivno-vedenjsko zdravljenje, ob katerem boste kmalu več slišali. Zdaj pa na hitrico samo ameriške smernice, ki vse to, kar sem rekla v evropskih smernicah, potrjujejo, se pravi, omenjajo tudi edukacijo pacientov, ki jo priporočajo, poskus slušnih aparatov, če je prisotna tudi naglušnost, zvočno terapijo kot opcijo dajo, kognitivno-vedenjsko priporočajo, zdravila odsvetujejo, enako tudi z dodatki, akupunkturo brez priporočila in ne priporočajo transkranialne magnetne stimulacije. Zdaj mislim, da mi je potekel čas, tako da bom mogoče to pustila za potem, če boste imeli kakšna vprašanja. Zahvalila bi se vam za pozornost in eno vzpodbudno informacijo za vse, ki imate slabši sluh, pa ste srednjih let, da lahko čokolada pomaga. Najlepša hvala. Hvala lepa, mislim, da vsi to radi slišimo, da čokolada ima zdravilne učinke, tako da se bomo poslužili nasveta vašega zdravnica.
Imava nekaj vprašanj, pa bi lepo prosim postavila prvega, in sicer, ali je možno, da pride do tinitusa po udarcu v glavo? Ja, seveda je možno. Se pravi, pri kakršnikoli poškodbi v področju ušesa, glave, vratu, se pravi, lahko kakršnakoli poškodba sproži tinitus. Potem me zanima, če tudi morda nošenje brezžičnih slušalk za predvajanje na primer belega šuma za tiste, ki že trpijo za tinitusom, škodljivo. Slušalke same po sebi niso škodljive, škodljivo je pa, če preveč na glas poslušate. Te moderne naprave imajo vse eno mejo, ko vas že opozorijo, da lahko, če greste čez mejo z glasnostjo, da lahko škodujete svojemu sluhu, tako da se po mojem tega treba držati oziroma upoštevati navodila proizvajalca teh naprav. Zanima me, če ste slučajno že slišali za terapijo po imenu Acoustic Neuromodulation. Gre za zvočno terapijo. Eden od naših gledalcev je zasledil, da naj bi takšna terapija pomagala. Neuromodulacija je bila prej omenjena in tako kot sem rekla, se pravi, ne ena študija, ampak ogromno enih študij narejenih, ni bilo dokazov, da je dolgoročno učinkovita. Pravi, zaradi placebo učinka lahko marsikaj izgleda učinkovito, pa potem, ko se naredi taka študija, ki šteje, se pravi, da ima kontrole, da je dvojno slepa, se pravi, da noben ne ve, kaj se kje dogaja, kdo se zdravi, kdo se ne zdravi. Na takih objektivnih pogojih narejene študije niso dokazale učinkovitosti tovrstnega zdravljenja. Potem nadalje je vprašanje, torej, ali se lahko ta tinitus pojavi kar naenkrat, praktično čez noč, tako kot je izkusila ena od naših gledalk, in zanima jo, če bo šel ta njen tinitus naprej. Ja, lahko se pojavi čez noč, večkrat se tako pojavi čez noč, sploh pa, če smo pod stresom, se pravi, v kakšnih stresnih dogodkih, zato ker so takrat pogoji dobri, se pravi, limbični sistem vznemirjen, da tako rečem, in je podlaga dobra za nastanek tinitusa. Večkrat pa tudi čez noč pride do izgube sluha in posledično tinitusa, tudi večkrat, kar na hitro. Nekaj mislim, da ste že odgovorili, pa vendarle še zastavljam še eno vprašanje, in sicer naš gledalec je naglušen, kasneje pa je dobil tudi tinitus, pa ga pravzaprav zanima, ali je to očitno je možno, ker se je njemu zgodilo, če lahko še to komentirate, prosim. Ja, tako kot sem že prej rekla, 70-80% naglušnih oseb trpi za tinitusom. Eni se tega tudi zavedajo, oziroma ene bolj moti, druge manj. Lahko pa tudi tako naenkrat nastane, se pravi, tudi pri naglušnih so lahko nekaj časa brez tinitusa, potem se pa pojavi. Se pravi, to je vse odvisno od teh reakcij možganov pa limbičnega sistema. Torej, kar nekaj imamo še vprašanj glede uporabnih strategij za obvladovanje tinitusa. Bi morda tukaj še kaj dodali ali samo napovemo, da to sledi v nadaljevanju? Zdaj, v bistvu vsak mora nekako najti eno svojo strategijo. Najboljše enemu pomaga že sama razlaga, se pravi, jaz upam, da bo nekaj oseb že zdaj pozdravljenih po tem predavanju. Eni rabijo, tako kot je moj predhodnik razlagal, zvočno terapijo, da jim pomaga, eni rabijo kognitivno-vedenjsko zdravljenje, za katero je edino dokazano, da vpliva pozitivno na kvaliteto življenja. Se pravi, edino pomaga, dokazano pomaga, da pozabite na to, da vam piska. Se pravi, da se naučite živeti s tem in da ne vpliva več na vašo kvaliteto življenja. Spoštovana zdravnica, iskreno se vam zahvaljujem za vaš znanstveni prispevek o tinitusu in seveda vam želim veliko uspeha pri vašem nadaljnjem delu, saj opravljate plemenito delo, ki lahko marsikateremu človeku olajša življenje.